se glasi: prehranska dopolnila so živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano, so koncentrirani viri hranil ali drugih snovi s hranilnim in fiziološkim učinkom. Uživamo jih v majhnih količinah, v obliki tekočin, napitkov, raztopin, prahu, kapsul, tablet in podobno. Morda se zato nekaterim zdi, da imajo celo čudežni učinek, da preprečujejo ali zdravijo bolezni, vendar prehranska dopolnila nimajo tega učinka, ne preprečujejo in ne zdravijo bolezni, temveč praviloma je njihov namen dopolnjevanje, kadar z navadno hrano ne dosežemo ustreznega energijsko-hranilnega vnosa. Njihov cilj je, da podprejo zdravje, telesno zmogljivost in okrevanje. Cilj pa ni v bistvu nadomestek uravnotežene prehrane. Z pravnega vidika so prehranska dopolnila živila, zato zanje velja živilska zakonodaja, posebej pa še pravilnik o prehranskih dopolnilih. Imamo pa še pravilnik o razvrščanju zdravilnih rastlin, ki se tudi vključujejo v prehranska dopolnila, in pravilnik o prehranskih in zdravstvenih trditvah. Te so lahko tudi zavajajoče, predvsem na spletu, kjer ni nadzora nad kakovostjo in varnostjo prehranskih dopolnil. Kakovostna prehranska dopolnila so tista, ki so varna, so dobro označena in imajo sestavine, ki so tudi sledljive. Imamo pa še eno kategorijo živil, ki jih nekateri zamenjujejo za prehranska dopolnila, vendar s pravnega vidika to niso. To so živila za posebne zdravstvene namene, ki imajo svoje lastnosti in drugačen namen kot prehranska dopolnila, in zato imajo tudi svoj pravilnik. Živila za posebne zdravstvene namene imajo za razliko od prehranskih dopolnil farmakološke učinke. To pomeni, da imajo v terapevtski dozi zdravilen učinek. V bistvu jih uporabljamo v klinični praksi kot del medicinske prehranske terapije. Te oralne prehranske dodatke in interalno prehrano lahko zdravnik bolniku predpiše na recept, seveda po predhodni prehranski obravnavi. Uporabljamo jih v bistvu prehranski obravnavi pod nadzorom kliničnega dietetika. Res potrebno uživanje prehranskih dopolnil se opredeli z individualno prehransko obravnavo. Nadomeščanje priporočamo predvsem takrat, kadar je dokazano pomanjkanje določenega hranila, ko s hrano ne zmoremo zaužiti hrane oziroma hranila v priporočeni količini. To je na primer pri povečanih potrebah, pa tudi pri pomanjkljivem energetsko-hranilnem vnosu, na primer manj kot 1500 kilokalorij dnevno. To običajno sicer tudi oceni dietetik. In pa kadar je diagnosticirana prehranska motnja, na primer podhranjenost, sarkopenija, kaheksija, miopenija, ali pa v bistvu, ko je dokazana slaba absorpcija. Najbolje je, da se bolniki pred uživanjem prehranskega dopolnila posvetujete z zdravnikom ali dietetikom. Ko enkrat uvedemo prehransko dopolnilo ali pa tudi oralne prehranske dodatke, izvajamo nadzor, vodenje, evalvacijo. Predlagam vam, da se držite tudi predpisanih količin prehranskega dopolnila, da izberete kakovostno prehransko dopolnilo, na primer v lekarni, da je prehransko dopolnilo dobro označeno. Morda lahko
preverite tudi, če obstajajo kakšne klinične raziskave za navedene učinke prehranskih dopolnil, ki jih uživate. Potem lahko se pozanimate tudi o možnih interakcijah med prehranskim dopolnilom in hranili ali pa zdravili. Pri zdravljenju onkološke in hematonkološke bolezni je prehransko svetovanje usmerjeno predvsem v zagotavljanje ustreznega energetsko-hranilnega vnosa in tako tudi svetujemo prehranska dopolnila in oralne prehranske dodatke s tem namenom, da bolniki pokrijete svoje energetsko-hranilne potrebe. Šele nato pa lahko potem se usmerjamo v svetovanje specifičnih prehranskih dopolnil. Na splošno ugotavljamo pomanjkanje s hrano omega-3 maščobnih kislin in pa vitamin D, pa pri veganih vitamin B12, zato svetujemo večji vnos omega-3 maščob z prehranskimi dopolnili in pa tudi kot prehransko terapijo z oralnimi prehranskimi dodatki z večjimi količinami omega-3 maščob, ker na primer po PKMC imajo koristi med zdravljenjem in lahko tudi vplivajo na preprečevanje mukozitisa in nevropatije. Potem, če je prisotno pomanjkanje vitamina D, potem zdravnik predpiše vitamin D na recept kot zdravilo. Sicer pa po potrebi svetujemo dodajanje vitamina D z namenom ohranjanja zadostnega nivoja v krvi. Specifično za vitamin D lahko povem še, da je pomanjkanje na splošno povezano z večjo pogostostjo okužb in pa tudi težjim potekom okužb dihal. Več je dokazov, da na primer pomanjkanje vitamina D poslabša nekatere izide zdravljenja, na primer to je povezano z slabšimi izidi akutne mieloične levkemije. Nasprotno pa dodajanje vitamina D pri bolnikih z multiplem mielomom vodi v hiperkalcemijo. V bistvu je tudi z slabšimi izidi zdravljenja povezano dodajanje velikih količin antioksidantov vitamina E in C v obliki prehranskih dopolnil pri bolnikih z akutno levkemijo. Na splošno zato vsem bolnikom med zdravljenjem s kemoterapijo in obsevanjem odsvetujemo prehranska dopolnila z antioksidanti in fitokemikalijami. Problem je neustrezno oglaševanje prehranskih dopolnil in zavajanje potrošnika glede namena uporabe. Veliko obljubljajo, čeprav ni zadostne znanstvene podlage. Na primer, manjka kliničnih raziskav, ki bi potrjevale navedene učinke, predvsem pri specifičnih populacijah, kot so bolniki. Veliko prehranskih dopolnil je lahko nekakovostnih. Preverite, kako so prehranska dopolnila označena in kaj vsebujejo, kakšne so sestavine, da veste v bistvu, kaj uživate. Trg prehranskih dopolnil je res ogromen, inšpekcijski nadzor pa je zato slab. Še slabša je regulacija na spletu. Odsvetujemo prehranska dopolnila s črnega trga. Odsvetujemo tudi prehranska dopolnila z ekstrakti zdravilnih rastlin in pa prehranska dopolnila z visokimi odmerki, oziroma bodite pri uživanju previdni.